Začela se je januarska seja državnega zbora. Poslanke in poslanci bodo potrdili mandat novemu poslancu državljanske liste Branku Kurnjeku, obenem pa se bodo seznanili z odstopom dosedanjega predsednika državnega zbora Gregorja Viranta. Politična kriza, ki je nastala po odhodu državljanske liste iz koalicije, bo tudi ena od tem poslanskih vprašanj predsedniku vlade Janezu Janši. Po splošni stavki javnega sektorja sredi minulega tedna cariniki in del policistov stavkajo naprej. Danes naj bi se nadaljevala pogajanja Policijskega sindikata Slovenije in predstavnikov notranjega ministrstva. Sestav naj bi se tudi stavkovni odbor sindikata carinikov Slovenije. Oboji imajo ob stavkovnih zahtevah, ki so skupne vsem sindikatom, še nekaj specifičnih. Če jim vladna stran ne bo prisluhnila, pa napovedujejo, da bodo stavkovne aktivnosti okrepili. Socialne partnerje v skupini za reformo trga dela čaka nov krog pogajanj o predlogu zakona o delovnih razmerjih. Obravnavali naj bi namreč nov kompromisni predlog, pripravljen na podlagi razprave v minulem tednu. Socialnim partnerjem v skupini za reformo trga dela se precej mudi. Za petek je namreč napovedana obravnava predlagane delovne zakonodaje na seji ekonomsko-socialnega sveta. Skupina 29. oktober je danes v prostorih mariborske občine začela zbirati podpise za odstop mestnih svetnikov. Aktivisti si prizadevajo, da bi po njihovem mnenju podkupljiva aktualna oblast odstopila še pred sprejemanjem mestnega proračuna, ki bo 4. februarja. Po nekaj urah naj bi glavnega aktivista skupine Sanjina Jašarja sicer priprli, 3 člani pa naj bi prejeli kazen za kršenje javnega reda in miru. Skupina 29. oktober se bo danes popoldne sestala tudi v prostorih pekarne Magdalenske mreže, kjer naj bi predstavila svojega kandidata za župana oziroma županjo mestne občine Maribor. Včerajšnjo nedeljo si bomo zapomnili po domačih športnih uspehih. Na mariborskem Pohorju je v slalomu slavila Tina Maze in tako letos osvojila pokal Zlate lisice. Na Norveškem pa je na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev najdlje poletel Robert Kranjec in tako že 5. letos stopil na najvišjo stopničko. Slovensko deskanje pa je po zaslugi 26-letnega Celjana Roka Marguča na svetovnih prvenstvih dobilo 3. zlato kolajno in 8. nasploh. Rok Marguč je namreč na svetovnem prvenstvu v Kanadi v paralelnem slalomu osvojil zlato kolajno, s tem pa je postal najboljši slovenski deskar vseh časov. Slovenski rokometaši so se zgodaj zjutraj vrnili v Slovenijo, dopoldan jih je sprejel tudi predsednik države. Naši fantje so na svetovnem prvenstvu v Španiji z uvrstitvijo v polfinale dosegli zgodovinski uspeh, žal pa jim je zmanjkalo moči v zadnjih 2 tekmah. V polfinalu so klonili proti svetovnim prvakom Špancem, v tekmi za 3. mesto pa so s 26-31 izgubili proti Hrvaški. Za svoje nastope in osvojeno 4. mesto si zaslužijo vse pohvale. Danes večer bodo padavine ponehale, jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, v vzhodnih krajih bo tudi pretežno oblačno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -3, najvišje dnevne do okoli 4 stopinje Celzija. V sredo in četrtek bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Postopno bo topleje. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Kakšen bo proračun mestne občine Maribor, čemu se bodo v mestu morali odpovedati? V soboto je Maribor tudi uradno vstopil v Evropsko prestolnico mladih. Zadnji del oddaje pa namenjamo Tini Maze in tekmovanju za Zlato lisico. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.